za primer SCT in iztisnitev malih delničarjev, kaj se je danes potem zgodilo na sodišču? No, na tokratni obravnavi je sodišče sprejelo sklep o tem, da bo podalo smernice poravnalnemu odboru izvedencev, ki bi naj seveda skušal doseči poravnavo v tem primeru, da se bo pričel postopek in da bo predsednica tega predlagane liste članov poravnalnega odbora zagotovila to, da se le-ta formira. Tako da v tem smislu seveda bomo aktivno sodelovali pri predlogih, tako z vidika smernic, kot z vidika nekih okvirov, po katerih bi bili znani tudi sicer v zakonskem smislu odsotni roki in opredelitve za delovanje takšnega poravnalnega odbora izvedencev. S tem v zvezi seveda gre vendarle za prvi takšen primer in v tem smislu gre za prakso, ki se šele vzpostavlja. Pri tem lahko izrazimo zadovoljstvo, da se ta postopek pelje v tej smeri in zaenkrat seveda so stvari po pričakovanjih. Je pa dejstvo to, da je vendarle še marsikatera nedorečenost, kar se tudi kaže v samem postopku in s tem v zvezi seveda pričakujemo, da bi se tudi glede na aktualno dogajanje ti postopki peljali prioritetno, da bi dejansko čim prej prišlo do bodisi poravnave, bodisi odločitve sodišča o primerni odpravnini. Kot veste, je seveda naša ocena, da je tista, ki je bila izplačana kot odpravnina, odškodnina ob iztisnitvi delničarjev SCT-ja, prenizka, tudi v luči morebitnega naslednjega koraka, ki je bil napovedan, torej iztisnitve iz Delfija strani Glotisa kot družbe z omejeno odgovornostjo. Hkrati pa velja dodati to, da smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev zadovoljni, da se je gospodu Kuclerju kot tistemu, ki je postopke z našo pomočjo strokovno tudi začel v primeru SCT-ja in sodne preveritve primernosti denarne odpravnine, pridružilo kar 233 delničarjev od 563 in v tem smislu to kaže zaupanje našim prizadevanjem in postopkom, ki jih vodimo sicer in tudi v primeru SCT-ja. Vi zastopate poleg tako rekoč teh 200 in nekaj delničarjev. Kakšna cena bi bila po vašem mnenju izvedencev, strokovnjakov potem primerna in kolikšna je bila ob iztisnitvi, okrog 25 evrov, koliko je bila ob iztisnitvi cena? Ob iztisnitvi je bila določena cena 26,74 evrov. Mizerna cena v primerjavi s celotnim premoženjem SCT-ja. Vsekakor. V tem primeru bi torej po tisti cenitvi bila celotna vrednost SCT-ja okrog 12 milijonov evrov, kar je seveda vsakemu, ki ve, kakšna družba je SCT, jasno, da gre za absolutno prenizko oceno. Tako da jaz ne bi želel špekulirati v smeri tega, kako se bo odločal poravnalni odbor izvedencev tudi okrog tega vprašanja. Bomo pa vsekakor zagotovili vse potrebne dokaze, argumente in izhodišča, ki bodo šli v smer tega, da je seveda predlagana denarna odpravnina in že izplačana iztisnitev prenizka, tako da računamo, da bi se v tem primeru lahko postopek pripeljal do tiste točke, kjer bi prišlo bodisi do poravnave, bodisi do končne razsodbe, po kateri bi seveda vsi delničarji bili upravičeni do dodatne razlike v odpravnini, ki bi morala biti poštena in pri tem precej višja. Pa mislite, da je bil to prvi tak primer, kot vemo, je v Sloveniji se poteka razvpita zadeva glede menedžerskih odkupov, tudi politika se je vključila, na zadnji bo stvar dobila epilog tudi verjetno v državnem zboru. Je to še ena izmed zgodb, ali bo to prvi tak primer, da se bodo stvari razčistili v teh spornih menedžerskih odkupih? No, gre za prvi primer, kjer postopek prišel v to fazo, skratka postopek v primeru sodne preveritve primernosti denarne odpravnine ob iztisnitvi delničarjev. Kar se tiče Vseslovenskega združenja malih delničarjev, mi imamo še nekaj tovrstnih postopkov. Recimo v primeru iztisnitve Save iz Term 3000, v primeru Ilirije, v primeru Donit Tesnita smo imeli tak postopek, pa so se pokazale razne proceduralne vrzeli in v tem smislu izigravanje. Tako da je v primeru SCT-ja takšen postopek v praksi prvi, ki je prišel do te faze. Vsekakor pa bomo tudi druge peljali
jasno tudi mi v skladu z izkušnjami, ki jih seveda pridobivamo in s prakso, ki se vzpostavlja pri teh primerih. Zelo smo pozorni in moramo reči, da tukaj smo zagotovili strokoven tim in tudi zastopstvo odvetnika in vseh tistih, ki v pravnem smislu iščejo rešitve, ki bi bile najboljše za zaščito interesov in premoženja malih delničarjev, v tem primeru že iztisnjenih oziroma odpravljenih, razlaščenih. Možno se boste lotili tudi primera Pivovarne Laško in Istrabenza. Imate tukaj strani politike oziroma strani pristojnih institucij kakšno podporo? No, o tem nismo govorili, sicer imamo stike z vsemi, ki lahko v posameznih primerih in situacijah pripomorejo k temu, kar je poslanstvo našega združenja, torej k temu, da se ustrezno realizirajo interesi, pravice malih delničarjev. Tudi v zakonodajnem smislu smo zelo aktivni. V prihodnjem tednu načrtujemo z amandmaji še dodatno poskušati spremeniti določbe zakona o prevzemih in zakona o gospodarskih družbah v tisti smeri, ki bi onemogočala tovrstne procese, ki so absolutno ne samo neetični, ampak nesprejemljivi in jih je treba obsoditi. Tako da v vsakem primeru bomo tudi v primerih in situacijah, ki jih omenjate, zasledovali zaščito interesov premoženja malih delničarjev. Mi iščemo načine in poti, na kakšen način bi bilo to možno učinkovito izpeljati. Hkrati pa na drugi strani seveda velja še enkrat poziv, da brez tega, da se tisti, ki so neposredno prizadeti v teh postopkih in imajo pravno legitimiteto za to, da takšne postopke formalno sprožijo, seveda tudi mi sami ne moremo teh postopkov pričeti. In v primeru recimo konkretno Pivovarne Laško, kakor tudi Istrabenza, se doslej na nas ni noben mali delničar obrnil. Mi seveda smo preverjali in pozorno spremljamo, kaj se tudi v teh primerih dogaja, do kakšnih razkritij prihaja. Zadovoljni smo nad tem, da so se nekatere institucije, ki so bile v preteklosti po naši oceni premalo aktivne v zvezi s temi vprašanji, vendarle intenzivneje začele ukvarjati z vprašanji, ki jasno zadevajo tudi širši družben kontekst. Torej ne gre samo za vprašanje menedžerskih prevzemov, gre tudi za vzpostavitev normalnih razmer in okolja, v katerih bi seveda tudi mali vlagatelji imeli interes vlagati, biti prisotni kot posebna struktura in segment v lastništvu slovenskih podjetij, na ta način seveda ohranjati možnosti za dolgoročno varčevanje, za vire v starosti, v primeru bolezni, v primeru izobraževanja. Skratka, v tem smislu želimo vzpostaviti pogoje, po katerih bi tudi v naši družbi bile vključene tiste normalne poti in načini, ki jih poznamo iz razvitih ekonomij, po katerih se zgledujemo. S tem v zvezi mimogrede samo to, da čez 3 tedne v mesecu juniju gostimo tudi mednarodno združenje delničarjev in pa Svetovno federacijo investitorjev v Ljubljani in pri tem računamo, da bomo tudi iz tega naslova lahko zvedeli precej o tem, zakaj je segment malih delničarjev, investitorjev, tudi iz tujine, ki jih želimo privabiti v Slovenijo, pomemben in kakšne so tiste prakse, ki omogočajo to, da so ti v lastniških strukturah podjetij prisotni, kako je treba z njimi ravnati. Z nekaterimi praksami v našem prostoru, recimo zadnji je bil takšen primer Petrola, smo lahko zadovoljni, stvari se premikajo na bolje, mali delničarji so kot skupina vse bolj pripoznani in vse bolj jasno postaja, da jih je potrebno ustrezno obravnavati, vključiti tudi v organe nadzora in ne nazadnje tudi v organe upravljanja družb, kjer imajo pomemben delež.